V noči iz torka na sredo je zagorelo na strehi zavetišča za mačke društva Mačja preja na Tribanski cesti. Ogenj je opazil voznik, ki se je peljal mimo in nato obvestil lastnike in gasilce. Mislimo zdaj tako, da je prišlo do požara zaradi peči, ker pač smo kurili, so bile muce na toplem in se poklopi vse skupaj, nesreča. Zagorela je streha, ja. Streha je uničena, prostor notri je pa v bistvu uničen samo zaradi umazanije, mislim zaradi posledic, ne pa da bi gorelo notri. V prostoru ni gorelo. Požar je bil odkrit v začetni fazi, zato so bili gasilci na lokaciji dovolj hitro, da so lahko rešili vse muce. Gasilci in policija koprska, moram se jim v prvi vrsti zahvaliti, ker brez njih bi bila katastrofa tu notri, so bili res čudoviti. No. Rešili so vse muce, vse 40 muc, 7 jih je pravzaprav zbežalo, 4 so se že vrnile domov, druge so jih spravljali, gasili, reševali mačke, neverjetno, res. Društvo Mačja preja, ki letos praznuje 10 let obstoja, namerava prostor obnoviti, saj morajo čim prej poskrbeti za muce, ki so trenutno v gosteh pri ljudeh, ki so jim ponudili pomoč. Seveda, prostor je treba obnoviti, saj mačk nimaš kam dati. Mačk je preko 40, blizu 50 muc je trenutno. Rabimo pa, čeprav smo zelo hvaležni za vsako pomoč materialno, v bistvu rabimo bolj denar, ker streho je pač treba obnoviti v enem kosu, z enim materialom, ne moreš z 10 različnimi. Rabimo pa tudi fizično pomoč, če je bil kdo pripravljen. Čiščenje in potem v prvi vrsti je pa treba streho narediti, preden sploh kaj začneš. Kje pa so zdaj muce, kje se nahajajo? Muce so razseljene, zdaj po 5 tukaj, 3 tam, nekaj jih imamo same doma. Potem od PMŽ so nam ogromno pomagali, Mačja hiša, tudi azilu iz Svetega Antona nam je ponudil pomoč, tako da tudi ljudje privat so jih prišli iskat, res, vsi so nam pomagali, vsi so prišli na pomoč. Društvo je na družbenih omrežjih zaprosilo za pomoč v obliki finančnih donacij, da bodo lahko zagotovili popravilo strehe. Trenutno si najbolj želijo, da bi za mačke čim prej našli nove domove, zato mačjeljubce pozivajo, da lahko pomagate tudi tako, da kakšno njihovih mačk posvojite. Tudi pomoč v obliki mačje hrane bo dobrodošla, saj morajo še vedno nahraniti večino muc, ki so trenutno v začasni oskrbi. Finančno jim lahko pomagate z SMS donacijo na telefonsko številko 1919 ali z nakazilom na transakcijski račun izpisan na ekranu. V začetku aprila je v Portorožu potekalo dvodnevno neformalno srečanje notranjih ministrov držav procesa Brdo. Na srečanje, na katerem so govorili o upravljanju migracij, so bili povabljeni ministri za notranje zadeve iz držav Zahodnega Balkana, sosednjih držav ter predstavniki Evropske komisije, Evropskega policijskega urada Europol in Evropske agencije za zunanje meje Frontex. Na novinarski konferenci je slovenski minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar večkrat ponovil, da slovenska policija dela dobro in da je pri preprečevanju tihotapljenja ljudi učinkovita. Kot je še dejal, mora policija najti še druge načine za omejevanje nezakonitih migracij, saj migracijske poti ne potekajo več skozi gozdove, ampak po cestah in preko mejnih prehodov. Je pa res, da se moramo pravzaprav pripraviti na nek drug način preprečevanja ilegalnih migracij tukaj v Sloveniji, kajti če smo še nekaj let nazaj migracijo imeli v gozdovih, imamo danes na cesti preko mejnih prehodov, ki to niso več in praktično je tukaj policija bistveno bolj aktivna na slovenskih cestah in tukaj moram na nek način se tudi državljanom nekoliko upravičiti, kajti včasih bodo deležni kakšne prometne kontrole več. Glede odstranitve rezilne žice na meji s Hrvaško pa je povedal, da je sedaj končno podpisana pogodba z družbo, ki bo odstranila tehnično oviro. Gre za podjetje Minis, ki je oviro tudi postavljalo in je bilo vpleteno v sporne posle z nabavo tehničnih ovir na naši južni meji. Sum nepravilnosti pa so takrat potrdili tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije. Pogodba z to družbo, katera je bila predmet javnega naročila, je končno podpisana. Tukaj ni bilo nobenih zakonskih
razlogov, da ne bi bila pogodba s strani Ministrstva za notranje zadeve podpisana. Upravljena je bila tudi notranja revizija, ki ni pokazala nekih nepravilnosti, nekih nezakonitosti v samem postopku. Tako da jaz verjamem, da bo ta družba čim prej začela z odstranjevanjem te začasne tehnične ovire. Ob robu konference se minister sestal s kolegi notranjimi ministri Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Govorili so o varnostnih izzivih in migracijah ter se zavzeli za krepitev sodelovanja. Slovenija pa jim bo še naprej nudila podporo pri pristopnih pogajanjih. Leta 2021 se je Univerza na Primorskem odločila za reorganizacijo svojih knjižnic. Letošnjega aprila pa se je knjižnično gradivo posameznih fakultet pričelo seliti v stavbo nekdanjega kina Kolosej. V prihodnje bo tako celotno gradivo zbrano na enem mestu z izjemo knjižnice Fakultete za turistične študije. Nova sodobna knjižnica naj bi zaživela v sredini maja. Slednja bo za študentke in študente odprta 24 ur na dan. Zaradi večje potrebe po čitalniških mestih pa nameravajo urediti tudi čitalnice za vse, ki si želijo mirnega prostora za učenje. Minilo je 1 leto od napada na Ukrajino, a vojna na vzhodu Evrope se še vedno nadaljuje. Zato so v ponedeljek zvečer v sejni dvorani Pretorske palače v Kopru pripravili že drugi forum na temo Misliti mir, prebujanje mirovnega gibanja. Najprej so si udeleženci ogledali video nagovore Jurija Šeljaženka, izvršnega sekretarja ukrajinskega mirovnega gibanja. Wars of aggression against Ukraine with all death and destruction it brought. Under Russian shelling in Kiev here, I personally sent a lot of public messages calling to peace talks instead of the obscene killing. Marci Vinograd, sopredsednice ameriške koalicije za mir v Ukrajini. We see this war as, I mentioned, a proxy war between the United States and Russia for global hegemony, for global domination. And some of us see this as a route to a war with China, to weaken Russia, to then go after China, which is so frightening. In Claire Daly, evropske poslanke, članice skupine Neodvisni za spremembe. We're doing the right thing. The silence is breaking. We will not be ignored. Let's raise the banner for peace together. Sledili so pogovori z mirovnimi aktivisti iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije. Med njimi je bil nekdanji župan Kopra Aurelio Juri, pobudnik peticij za mir, ki pri sebi doma trenutno gosti 6-člansko družino ukrajinskih beguncev. Gre za vojno, ki je posredna med ZDA in Rusijo na plečih Ukrajincev. Bi moral Biden dvigati telefon in poklicati Putina. Na forumu so večkrat poudarili, da je mirovno gibanje marsikje marginalizirano, pobudniki za mir pa označeni kot izdajalci. Let's admit we are asleep. And when I say we, I would say people who are involved in peace work for shorter or longer time. We are asleep. Together with that, it comes expression marginalized peace movement. To be honest, I don't know about any other peace movement. No one goes to work for peace for the glory, at least from the colleagues from Peace Institute and others who were helping us in 90s here. We go because we know we are going to be marginalized now, but some results will come sooner or later. So basically, I hope we are not complaining when we say we are marginalized. It goes with job description. V drugem delu so se spraševali tudi o tem, kakšne koncesije bi morale Ukrajina, Rusija in ZDA sprejeti med seboj, da bi dosegli mir. La guerra non può finire facilmente se non fanno passi in direzione di negoziazione. È difficile fermare una guerra. Le carenze della politica internazionale in quest'ambito sono evidenti. La prevenzione dei conflitti da parte delle istituzioni internazionali è assai carente. I corpi civili di pace sono ancora un embrione di quanto sarebbe necessario. So don't do war crimes. If you need to fight according to Geneva Convention.
Nedolgo tega je odjeknila novica, da mora slovenska manjšina v Trstu za zapis šumnikov v vozniška dovoljenja doplačati približno 60 € in čakati 10 dni več za izdajo dokumenta. Kot nam je povedal predsednik paritetnega odbora za slovensko manjšino Marko Jarc, je to le delna resnica. Problem je namreč sistemski. Ja, poglejte, je delna resnica in sicer to je primer občinskega svetnika Štefana Čoka, občinski svetnik v Trstu, ki je zaprosil za novo vozniško dovoljenje s strešicami. Na začetku je kazalo, da bo moral doplačati vozniško dovoljenje, da bi sploh dobil strešice, in plus cel postopek se je zakompliciral. V resnici potem se zadeva rešila, ni bilo potrebe po nobenem doplačilu in bilo vozniško dovoljenje pravilno izdano s strešicami. Sedaj problem kakšen je. Zadeva ni sistemsko urejena. To se pravi, ko se bo pojavil nov primer, verjetno bo treba, ne bo tako enostavno rešeno. Zdaj naša želja je pa, da se ta zadeva sistemsko in dokončno uredi. Mislim, Štefanu Čoku, ki ponavljam, je občinski svetnik v Trstu, je to uspelo, samo zato, ker je bil zelo motiviran. Verjetno, če je nekdo malo manj motiviran, pač se zadovolji s tem, da ima vozniško in tudi, če je brez strešic, pač tako. Drži pa, da to predstavlja kršitev zakonodaje. Seveda, očitna kršitev zakona, ker pač po zaščitnem zakonu mi imamo pravico kot pripadniki slovenske manjšine do pravilnega zapisovanja imen. Torej, kršitev je, seveda. Kot trdi, ne drži niti trditev, da se ne izdaja dvojezičnih osebnih izkaznic, ampak vendarle se zaščitni zakon ne izvaja tako, kot bi se moral. Ja, glede izkaznic, ja, se izdajajo, glede pa splošnega uveljavljanja zaščitnega zakona pa je zadeva problematična. Mislim, zaščitni zakon obsega res ogromno področij in tem. Tako v nekaterih delih se izvaja kar dosledno, v drugih delih pa se popolnoma ne izvaja. Ne vzamem na primer glasbeno vzgojo v slovenskem jeziku na konzervatoriju v Trstu. Samo primer je res širši. Tudi glede volilne zakonodaje se člen, ki predvideva olajšano zastopstvo v italijanskem parlamentu, ne izvaja. Tako da je odprtih vprašanj še veliko. Recimo z mojega vidika bi se morali najprej potruditi, da pridemo do tega, da se dosledno izvaja zaščitni zakon in potem tudi začeti razmišljati o nadgradnji tega zakona. Ob tem so italijanski mediji objavili tudi novico, da je stranka Bratje Italije v proceduro vložila predlog zakona, ki ščiti italijanski jezik v javni upravi. Spet, po trditvah sogovornika ne kaže, da bi bil zakon uperjen proti slovenski manjšini. Jaz mislim, da je predlagatelj tega zakona, sploh dvomim, da ve, da obstaja slovenska manjšina v Italiji. Kar sem jaz bral v časopisih, je to ta predlog zakona idejo dobili v Franciji, ker v Franciji obstaja nekaj podobnega. Seveda je politika večine, ki sedaj na vladi, takšna, kot pač je. Samo zaenkrat nisem zasledil, da bi bila kakorkoli upirjena proti manjšini. Torej, problem zapisa šumnikov ni v novi politični usmeritvi italijanske vlade, temveč je problem sistemski. Dodaja tudi, da na dvojezičnem območju skoraj ni zaznati raznih ksenofobnih izpadov. Celo več. Pravi, da se na šole s slovenskim učnim jezikom vpisuje vedno več otrok iz italijanskih družin. Poročali smo že, da je vlada 30. marca potrdila srednjeročne ukrepe za reševanje problema pomanjkanja pitne vode na obali v sušnih mesecih. Gre predvsem za regionalno povezovanje vodovodov, konkretneje nadgradnjo kraškega vodovoda iz Brestovice ter izgradnjo novega povezovalnega vodovoda iz vodarne Korotan pri Postojni do Rodika. Ti investiciji naj bi bili končani v letih 2026-2027. Ob vse večji potrošnji vode, tudi zaradi vse številčnejšega turizma, pa naj to dolgoročno ne bi zadostno rešilo problema. Zato na rižanskem vodovodu vztrajajo, da je edina prava dolgoročna rešitev izgradnja zadrževalnika vode na področju slovenske Istre.
Čem v Rižanskem vodovodu in tudi naše občine lastnice praktično že 20 let eksplicitno pišemo, lahko tudi pogledate v naša letna poročila in povsod, da so naša prihodnost in zanesljiva vodoskrba akumulacije. Temu rečemo zdaj trajna rešitev. Torej vodo loviti takrat, ko je surovo vodo, da jo imaš, da jo vidiš in jo potem koristiš takrat, ko jo potrebuješ. Tako da sem prepričan, da so prihodnost akumulacije, večja akumulacije nad 1 milijon kubikov, nad 5 milijoni kubikov vode. Za to vrstne gradnje je pa potreben državni prostorski načrt, ki je v domeni države. Ministrstvo za infrastrukturo v letošnjem letu pripravlja projektno nalogo, s katero naj bi preučili izgradnjo zadrževalnika Kubed nad Rižano. Gre za predlog, ki sta ga pred več kot 2 desetletjema imela na mizi ministra za okolje Pavel Gantar in Janez Kopač, vendar je bil na to opuščen. Predlog naj bi ponovno postal aktualen zaradi izgradnje drugega tira, ki opušča obstoječo železniško progo in s tem ukinja nevarnost nesreče, ki bi lahko ogrozila vodni vir Rižane. Zanimalo nas je, kakšno stališče imajo do obuditve predloga v Kubedu. Nimamo še nobenega uradnega stališča, zato ker s to zadevo smo seznanjeni, dejansko, da se obuja stara ideja o tem akumulacijskem jezeru. Konkretnih zadev se nismo še nič pogovarjali z občino in tudi na svetu krajevne skupnosti nismo o tem nič razpravljali in se nismo nič opredelili. Se pa zavedamo, da dejansko ta umestitev bo povzročila klimatske spremembe in pričakujemo kar precejšen odpor. Tudi civilna iniciativa je precej glasna tukaj, tako da moramo se tudi tega zavedati. Prednost ideje izgradnje akumulacije v Kubedu je bližina izvira Rižane, iz katerega bi rižanski vodovod lahko v obdobju največjih pretokov reke presežno vodo črpal neposredno v zadrževalnik in jo tam poleg meteorne vode shranjeval za potrebe v poletnih sušnih mesecih. Ta voda pa naj bi bila potem na voljo tudi za zalivanje kmetijskih površin. Toda še prej se bo potrebno pomeniti s Kubejci, ki so po besedah predsednika krajevne skupnosti ideji nenaklonjeni. Ja, prej bi rekel ne. Ker dejansko v tej dolini tudi nekaj kmetujejo in ko se bo to umestilo, potem verjetno tudi kmetovanje tam v tem delu ne bo več primerno. Kakšno je pa lastništvo tega področja, veste? Nismo se še konkretno pozabavali, ampak ker smo na grobo gledali za drugih stvari, je precej privat parcel. Lastniki so domačini, nekateri tudi obdelujejo. Imajo tam nasade oljk, pa tudi neke njive, tako da. Ideja gradnje zadrževalnika v Kubedu pa ima še nekaj pomanjkljivosti. Že leta 2002 se je namreč pri preverjanju tega območja izkazalo, da ima težave z zagotavljanjem tesnosti dna, saj gre za kraško območje. Zahteval bi tudi popolno praznjenje zaradi čiščenja ter povzročil spremembo habitatov in dodatno osiromašil Rižano. Poleg tega je območje Rižane del varovanih območij Nature 2000, ki večjih posegov v naravo ne dopušča. Zato zaenkrat še ni jasno, na kakšen način se bo država tega projekta lotila. Piranski občinski svetniki so na 5. redni seji sprejeli letno poročilo Okolja Piran za leto 2022 in program dela in finančni načrt za leto 2023. Potrdili so nove cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov ter odstranjevanja komunalnih odpadkov. Mesečni strošek kanalščine bo za uporabnike, ki porabijo do 8 kubikov vode, ostal enak, za gospodinjstva in male uporabnike, ki porabijo do 10 kubikov vode, se bo cena kanalščine podražila za 2%, pri porabi do 16 kubikov vode pa za 8%. Za 4% bodo višje tudi položnice za uporabnike z lastnimi greznicami, za 6% pa se bodo podražile cene izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za uporabnike iz gospodarstva. Junija bodo višji tudi zneski na položnicah za smetarino. Občinski svet je potrdil dvig cene storitve zbiranja komunalnih odpadkov za 14% za uporabnike iz gospodinjstva in za 17% za gospodarske subjekte.
Potrdili so tudi nov cenik pristaniških pristojbin za pristanišči Piran in Portorož, ki predvideva dvig pristojbin za komunalne priveze v krajevnih pristaniščih za 11,5%, za turistične in gospodarske priveze pa za 21,2%. Na včerajšnji seji izolskega občinskega sveta so svetniki potrdili nove cene storitev obveznih občinskih javnih služb za ravnanje s komunalnimi odpadki ter za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Povprečni dvig cen, tako storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, kot tudi storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, bo 18%. Kot je zatrdil začasni direktor izolske komunale Robi Flego, je dvig stroškov posledica visoke inflacije, dviga cen energentov, materiala, storitev ter stroškov dela. Tako bo na položnicah občanov znesek pri postavki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki višji za približno 4,30 evrov. Pri postavki odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda pa za približno 3,12 evrov. Podjetje za proizvodnjo, predelavo in prodajo rib Marine Blue je od 14. aprila v prisilni poravnavi. Postopek sta predlagala lastnika Rozana in Boris Šuštar zaradi insolventnosti podjetja. Okrožno sodišče Koper je med postopkom za upravitelja imenovalo Mirana Kosa. Navedena prisilna poravnava je pač bila začeta na osnovi predloga dolžnika samega, ki očitno ocenjuje, da ima zmožnosti, predvsem ekonomske in pa seveda tržne, postati živeča družba in da kljub temu, da predlaga zmanjšanje poplačila svojih obveznosti, naj bi upniki v prisilni poravnavi dobili več, kot pa bi dobili, če bi prišlo do stečaja. Podjetje Marine Blue je lani postalo predmet medijske pozornosti zaradi suma hudih kršitev delavskih pravic. Delavcem niso bili plačani dodatki za nadurno delo, delali so pod video nadzorom in ni jim bila omogočena pravice do zakonsko predpisanega počitka. Zato je delavska svetovalnica zoper podjetje vložila kazensko ovadbo. Manj kot pol leta pozneje je obtožnico vložilo tudi tožilstvo. Vsi pravni postopki še niso zaključeni. Kar se tiče zadev v zvezi z domnevno higiensko nespornimi okoliščinami, te zadeve so bile po navedbah direktorice zavržene oziroma zavrnjene. Glede delovnopravnih postopkov pa mislim, da še vsi postopki niso končani, ampak po informacijah naj tudi v tem primeru domnevno naj ne bi prišlo do kršitev teh obveznosti. V družbi trdijo, da pristojni organi niso odkrili nobenih nepravilnosti ter da so vse dolžnosti do delavcev poravnane. Vložili so načrt finančnega prestrukturiranja, ker zakonca Šuštar želita odpis velike večine dolga. Zdaj v načrtu finančnega prestrukturiranja je predlagano, da bi prisilna poravnava učinkovala tako za navadne terjatve upnikov, kot tudi za zavarovane terjatve upnikov, in pri navadnih terjatvah upnikov, katerih terjatve znašajo cirka 3,5 milijona, govorimo o navadnih terjatvah, naj bi se ti upniki poplačali v znesku 15% svojih terjatev, ki so pač obstajale na dan postopka prisilne poravnave. V procesu prisilne poravnave je bil imenovan upniški odbor, ki je sestavljen iz navadnih in 2 ločitvenih upnikov oziroma upnikov bank, ki imajo zavarovane terjatve. Podjetje upnikom skupno dolguje več kot 3 milijone evrov, oni pa imajo zdaj 1 mesec časa, da prijavijo svoje terjatve. Družba bo omogočila pretvorbo terjatev navadnih upnikov v lastniške deleže. Zdaj, seveda, meni ni poznano, kakšno bo stališče upniškega odbora. Sam sem pač zavezan prvo sejo upniškega odbora sklicati relativno hitro, ne da poenostavim, tam nekje do 14. maja mora biti že prva seja upniškega odbora, kjer se bo upniški odbor konstituiral in seveda pričel tudi vsebinsko izražati svoje stališča k predloženemu načrtu.
Kljub tožbam in plačilni nesposobnosti v družbi trdijo, da podjetje še vedno posluje, saj proizvodnja in prodaja nemoteno potekata. V Izoli načrtujejo celo nov proizvodni obrat, kar pa je odvisno od odločitve upnikov. Minuli vikend je že 9. potekal tradicionalni istrski maraton. Udeležilo se ga je približno 2800 udeležencev iz 35 držav, za katere je navijalo veliko podpornikov. Tekači so se preizkusili v rekreativnem teku dolžine 10,5 km, v polmaratonu in maratonu. Vsako leto so novosti. Recimo letos smo prvič peljali rekreativni tek po obalni cesti. Se pravi, ta je bila ponavadi vedno rezervirana za te daljše trase, letos smo pa naredili tako, da tudi rekreativci imajo to izkušnjo. Tekači so tekli skozi vse 4 obalne občine. Rekreativni tek in polmaraton sta imela start v Izoli, kjer se je odvijalo tudi glavno dogajanje. Maratonskih 42 km pa se je začelo v Ankaranu. Na cilj v Izoli je po 2 urah in 41 minutah pritekel zmagovalec Jure Orehek, ki so ga takoj ovili zmagovalnim trakom. Prav za tale istrski sem se v bistvu začel pripravljati po novem letu, ampak sej podlaga je od prej, tako da od januarja do marca je bilo pa res napolno. Časovno sem pričakoval mogoče kakšno minuto počasneje, ampak tako se je spletel, sem zadovoljen. Medtem so na cilj kapljali tudi tekači ostalih tekov, vsakemu pa so okoli vrtu obesili medaljo. Po 3 urah in 8 minutah je na cilj pritekla še ženska zmagovalka maratona Lindy Lee Folsher, ki prihaja iz Velike Britanije. I enjoyed the course very much. I was worried about the wind. But the wind wasn't too bad. We had some from the front, some from the side. A little bit lonely. I ran most of the race on my own, so a little bit lonely to get the pace. But sometimes it's good to just concentrate in your own mind and just enjoy the course. Po prihodu v cilj so se lahko tekmovalci okrepčali na stojnicah v skateparku in si izmenjali vtise. Poleg tega pa je istrski maraton ponudil tudi bogat spremljevalni program s stojnicami s športno opremo, plesom in koncertom Rudija Bučarja. Na voljo je bil tudi masažni šotor, kjer so tekmovalcem zmasirali utrujena telesa. Kljub temu, da je pot kapljal iz čel tekmovalcev, pa se je v zraku čutila vse splošna dobra volja. Ja, mislim, da se čuti ta naša energija, s katero organiziramo to prireditev. Smo sami prostovoljci, to ni profesionalizem, tako da delamo to res srcem in mislim, da se to na dolgi rok vedno izplača. Naslednje leto bo jubilejna 10. edicija maratona potekala v Portorožu. Organizatorji se nanjo že pripravljajo. Podjetje, ki upravlja z garažno hišo Fornače, bo zaradi inflacije zvišalo cene parkiranja. Kaj menijo o tem, smo povprašali mimoidoče. Nikoli je ne uporabljam. Sem pa slišal do zdaj 2 izjavi glede parkiranja v Piranu. In sicer ena od prijatelja, ki je rekel, v garažni hiši nikoli več ne grem vanjo, ker sem podrsal avto. In druga izjava je bila sinova, ki je rekel, ti, ima tako dobro, kot imajo urejeno parkiranje v Piranu, jaz ti povem, fantastično. Jaz vaše parkirne hiše zaenkrat ne uporabljam. Če pa jo bom moral začeti uporabljati, pa bom moral zelo, zelo razmisliti, ker sam sem vdovec in pripeljati blago sem, razložiti ga avto peljati na Fornače ali pa v parkirno hišo in potem prideti nazaj in tukaj pustiti blago toliko časa nevarovano, mislim, da potem mi ne bo mogoče več prodajati jajčka v Piranu. It's kind of expensive for us, so this year we take the one in Fieso. This parkhouse is expensive, but the back garage on the top, it's okay. Ki imajo denar, tisti si privoščijo. Tisti, ki nimajo dosti denarja, tisti se ne morejo privoščiti. Naj pa uporabljajo javni prevoz. Ena zadeva je, za to majhno Slovenijo je pa toliko avtomobilov preveč. To onesnažuje, to ni dobro za nobenega. So I think this is no good. Because, tourists, they come here to have a good time and it's not good to take advantage of them. And that's it.
Mislim, če je cena zvišanja utemeljeno, bi se dalo razpravljati, ampak načeloma ne bi ostalo to, kot je. Lahko bi celo znižali glede na turizem, ki prihaja sem. Il problema non ce ne sono, abbiamo una miseria che è peggio di così, andiamo a raccogliere l'elemosina, quindi no problem. Leta 2010 je slovenska vojska v sklopu odplačila klirinškega dolga od Rusije prejela patruljno ladjo z imenom Triglav, ki upravlja raznovrstne naloge v okvirih Zveze NATO. Ampak kaj hitro so se pojavile kritike, da ladja ni povsem primerna za naloge, na katero jo pošilja slovenska država. Iz medijskih objav se celo pojavi občutek, da je ladja več na suhem na popravilih in nadgradnjah, kakor v operativni rabi. Tudi trenutno se nahaja na suhem v tržaški ladjedelnici. Ampak kaj od tega je res in kaj ni? Za odgovore na ta vprašanja smo se odpravili v vojašnico Slovenske mornarice in o dogajanju povprašali poveljnika 430. mornariškega diviziona Bogomirja Tomažiča. Kasneje smo se odblizu, skupaj s poveljnikom, ogledali še dela, ki potekajo na večnamenski vojaški ladji Triglav. Vabljeni k ogledu razširjenega prispevka na to temo v torek ob 18. Sledi prikaz tega, kako bomo za prvomajske počitnice zbežali iz države. Poglejmo. Mawejla! Spet 4, 3, 2, 1, akcija. Sem jaz tu, da vam povem, kakšni dogodki bodo na slovenski obali na voljo v prihodnjih dneh. Vse do 20. maja si lahko v Izolani, hiši morja, ogledate razstavo po naslovu Barviti razgledi. Lep pozdrav iz Izole. Obalna umetnica Žana Šuran je serijo ilustracij pripravila s pomočjo fotografij rojstnega kraja. Z umetninami je namreč poskušala doseči, da bi vsak, ki Izolo pozna vsaj malo, prepoznal lokacijo slike. Sama pravi, da Izolo doživlja kot prijazno, mirno, prijetno, s karakterjem in zgodovino. Razstava bo na ogled od četrtka do sobote med 11. in 17. uro. Sobotno jutro svetovnega dne Zemlje lahko preživite na čistilni akciji v Ankaranu. V občini želijo z akcijo ozaveščati javnost o onesnaženosti slovenske Istre. Če želite tudi vi prispevati k čistejšemu okolju, se lahko sprehajalkam in sprehajalcem pridružite ob 9:30 v Ankaranu pri tržnici. Verjetno se nam po omarah vsem valjajo stvari, ki jih v zadnjih letih nismo niti taknili. Vsi, ki ste se prepoznali v opisu, vabljeni k obisku koprske tržnice. V soboto 22. aprila se bo od 9. do 14. ure odvijala izmenjevalnica oblačil, knjig in igrač. Super priložnost za spomladansko čiščenje omar in predalov. V soboto 22. aprila vabljeni k obisku žive knjižnice v Centru mladih Koper. Namesto knjižnih polic vas bodo tam pričakali stoli, namesto knjig pa ljudje. Za branje bodo na voljo življenjske zgodbe ljudi, ki so pogosto tarče diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, življenjskega sloga, družbenega statusa, etničnega porekla. Če ste pripravljeni na občutljive teme, težka vprašanja in spreminjanje svojih prepričanj, vabljeni v prostore centra od 10. do 15. ure. Istega dne pa bo pestro tudi v športni dvorani Osnovne šole Koper. Telovadnico bodo tokrat zasedle ljubiteljice in ljubitelji animejev, mang, videoiger, družabnih iger in japonske kulture. Na anime konvenciji se boste lahko spoznali z ilustratorji, se preizkusili v karaokah, udeležili predavanj in okroglih miz, uživali v plesnih nastopih. Na koncu bo obiskovalke in obiskovalce čakalo še cosplay tekmovanje, zato kar veselo na delo s šivanjem svojega kostuma. Istega dne od 12. ure dalje se bo na parkirišču Sneg bara otvorila motoristična sezona. Vabljene motoristke, motoristi in pa ljubiteljice ter ljubitelji rock glasbe. Na festivalu Red Eye Biker Fest bo namreč nastopilo kar 6 različnih rock glasbenih skupin. Hank and His Wild, Raccoons, Killerface, Majka, Pearl Jam Tribute Band, Matjaž Jelen in Sergej Škofljanec Band in Metropolis. Sobotni dan lahko preživite tudi na festivalu temnega piva. Na Lonki v Izoli se bodo med 14. in 19. uro predstavile lokalne pivovarne.
Da ne bo prehitro prišlo do nepotrebne slabosti, pa bo zraven na voljo tudi hrana. V ponedeljek 24. aprila zvečer se lahko spočijete ob projekciji filma Konoplja osvobaja. Ta se bo pričela ob 19. uri v Art kinu Odeon. Dokumentarni film skozi osebno zgodbo aktivista Jankota Pirca obarva problematiko legalizacije konoplje. Več si lahko pogledamo v trailerju. First time I come in touch with cannabis when I find out some guy tell me that cannabis can help my family, my ex-wife and my son. She has MS, multiple sclerosis, and son, he has diabetes type 1. So I try to find some solution, some source from nature to help them. When police officers come, all story begin. They try to put me in jail. V Centru mladih Koper pa bo ponovno zadišalo kot v domači kuhinji. V torek 25. aprila ob 18. uri organizirajo srednjeveško pojedino. Če bi se želeli pridružiti skupinskem kuhanju, torej vabljeni k spoznavanju jedi naših prednikov, pa tudi jedi filma Gospodar prstanov. Naslednjega večera, 26. aprila, bo na oder bara Hunger vstopila vodilna skupina nove srbske glasbene scene SARS. Na koncertu bodo predstavili novejše skladbe, postregli pa bojo tudi z vsemi starimi hiti. V četrtek, 27. aprila, bo v skladišču Libertas večer elektronske glasbe. Za razgibano in dinamično plesišče bodo poskrbeli Evano, San Cortez in Huso. Zabava se bo pričela ob 19. uri in trajala do 1 ure zjutraj. Naslednji dan ob 20. uri pa se bo odvil še en DJ večer, Magazino 2, kolektiva Rahat. Pridružil pa se bo tudi gost presenečenja. V petek ob 8. uri bo oder gledališča Tartini zasedel glasbenik, plesalec, koreograf, igralec in performer Žigan Kranjčan. Na njem bo svojo spremljevalno ekipo predstavil novopečeni glasbeni album Fusion Reactor. Inspiracijo za umetniški izdelek je črpal v Združenih državah Amerike, na Kitajskem, po Evropi in Afriki. Pa poslušajmo, kaj lahko od petkovega performansa pričakujete. Prav tako v petek pa lahko večer preživite tudi na Markovcu. Na vrtu Mladinskega centra Markovec City namreč prirejajo akustični koncert. Syndrome of Unplugged Volume 2 bo gostil 3 kitariste različnih generacij in žanrov. Vsi trije pa si delijo skupno strast do zvoka klasične kitare. Nastopili bodo Bojan Marsetič, Juri Mušič in Elvis Šahbaz. To bo z moje strani vse. Hvala za pozornost. Ajde, čau!